V Puconcih proslavili 27. občinski praznik občine Puconci. Trezeno sejanje v Murski Soboti. Drage gledalke, cenjeni gledalci, poglejmo, kaj smo zbrali tokrat v oddaji Dogodki. V kulturni dvorani v Puconcih je ob 27. občinskem prazniku občine Puconci potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Puconci, na kateri so podelili občinska priznanja in nagrade. Slavnostni govornik na seji je bil magister Črtomir Časar. Slavnostno sejo občinskega sveta občine Puconci, ki je potekala v kulturni dvorani Puconci, so ob obeležitvi 27. občinskega praznika občine Puconci s svojim prihodom obogatili občani in občanke ter posebni gostje, pri katerih je bilo po nasmehih na njihovih obrazih sodeč opaziti, da se nahajajo v občini, ki temelji na medsebojnem povezovanju občank in občanov v složno skupnost in ki v vsakodnevnem upanju zre v svetlo prihodnost. Danes je potekala oziroma še poteka to osrednje slavje s slavnostno sejo občinskega sveta. Čeprav praznujemo že od prejšnje sobote in bo praznovanje se zaključilo v nedeljo, ki je pred nami, s povabljenimi gosti, s letošnjimi nagrajenci, tudi s prejšnjimi nagrajenci iz preteklih let, s kolegi župani, županjami sosednjih občin. Smo torej nekako uživali v izvedbi celotnega programa slavnostne seje, na kateri tudi smo podelili te 3 priznanja, veliko zahvalno listino, nagrado občine Puconci in pa priznanje župana. Občina Puconci predvsem v letošnjem letu investira v cestno infrastrukturo, ena od največjih investicij občine pa predstavlja gradnja novega vrtca pri osnovni šoli Puconci. Trudimo se res je, da v tem trenutku kar precej brnijo gradbeni stroji, torej kar nekaj investicij v cestno infrastrukturo, tudi en most nov gradimo, torej ena izmed največjih investicij nam je gradnja novega vrtca. V roku 3 mesecev, maksimalno 4 pričakujemo, da bi bilo zaključeno. Pred nami so še novi izzivi, kar se tiče infrastrukture. Res pa je tudi, da se ne osredotočamo samo na infrastrukturo, ampak tudi z določenimi mehkimi vsebinami želimo izboljšati življenje v naši občini. En izmed takih je participativni proračun, potem tudi razne prijave na čezmejne projekte, tako da smo zelo aktivni, dela nam ne zmanjka, rezultati bodo pa tudi kmalu vidni. V občini Puconci po besedah Kamenška vedno držijo k skupnosti, k povezovanju, ki pa se kaže v sodelovanju med občinami, ki naj bi temeljilo na dobri komunikaciji in dobrih odnosih, te tako prispevalo k širšemu razvoju območja Goričkega in tudi celotnega Pomurja. Slavnostne seje občine Puconci se je udeležil minister za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije Bojan Kumer. Z veseljem sem se odzval v vabilo župana. Moram povedati, da sem bil zelo dobro in toplo sprejet. Občudujem vašo povezanost, vašo srčnost. Slišal sem, da imate ogromno projektov in rabite seveda asistenco države. Že je bilo veliko projektov tudi realiziranih in naloga države je, da podpre s prihajajočimi razpisi napredne, inovativne ideje, da se lažje udejanijo, da se uspešno zaključijo. Tako da, vkolikor in bilo je začutiti, da se bo izvedba projektov še naprej nadaljevala tako uspešno, se za življenje in uspeh v občini Puconci jaz ne bi bal. Tako da na našem ministrstvu pripravljamo kar veliko razpisov v smeri trajnostne mobilnosti, v smeri podnebne odpornosti, tudi za pridobivanje obnovljivih virov energije in kolikor slišim, nekaj projektov je bilo že uspešnih, nekaj jih pa še bo. Tako da to me veseli. Seje so se udeležili tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Tine Novak, državna svetnica Jasmina Opec-Vöroš, predstavniki pobratenih občin, ostalih pomurskih občin, društev in organizacij. Slavnostni govornik na seji je bil rojak iz Puconcev, magister ekonomskih znanosti Črtomir Časar, ki je izvršni direktor BV finančne skupine iz Ljubljane.
občina Puconci praznuje veliko obletnico, veliki jubilej in kot Pucončarec sem izredno veseli, ponosen na našo občino, na občane in tudi v bistvu na pogumen pristop župana, mladega župana, na pogled in na razvoj prihodnost občine. Se veselim tudi sodelovanja kot Pucončarec, ki ne živi v naši občini in se vedno bolj, ko sem starejši, rad vračam domov. Na področju razvoja občine v obdobju preteklih 2 let je podžupan Ritlop izrazil zadovoljstvo. Jaz kot podžupan lahko rečem, da smo te spremembe, ki smo se pogovarjali, da želimo občino malo spremeniti, sem zadovoljen. Res je, da na katerih področjih, ki jih naše čakajo, poskušamo se vedno pridobiti tudi z državnega nivoja projekte, seveda tudi finance, kar je za našo občino najbolj pomembno, ampak razvoj gre naprej. Jaz lahko rečem, da sem kar zadovoljen. Poskušali bomo ta zadeve peljati tudi naprej, tudi nekimi spremembe, mogoče to nekaterim občanom tudi mogoče ne ustreza, vedno tako je, na spremembe se moram prilagoditi in upam, da bo tako tudi naprej in z nekim novim zagonom, da bo občina še bolj uspešna. Kakšne spremembe bi morala uvesti država na področju lokalne samouprave, podžupan pove? Seveda najprej so seveda naše povprečnine, to je seveda povprečnina je za našo občino, večja povprečnina dobi tudi naša občina več denarja. Res je pa tudi, da projekti, ki jih država pripravlja, so, kot jih jaz vidim, so delno pripravljeni tudi za večje občine. In občine, katere imajo možnost, da se tudi na te razpise prijavijo, dobijo tudi te projekte. Mi manjše občine pa seveda pogojujemo z nekim drugim odstotkom, kar ni prav. Jaz upam, da bodo projekti in tudi danes imamo tudi zraven ministra, ki bo spet neki projekt glede e-mobilnosti in mi je sam zagotovil, da imamo tudi ta možnost, da se tudi te razpise prijavimo. Na slavnostni seji so podelili občinska priznanja in nagrade posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine. Priznanje občine Puconci so prejeli Milena Žilavec iz Vadarcev za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju kulture, turizma in lokalne samouprave ter za doprinos k razvoju vasi Vadarci. Kmetija Mikola iz Brezovcev za dolgoletno skrbno in gospodarno družino in Danica Kadoš iz Pečarovcev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, za nesebično pomoč sočloveku in za aktivno delo na področju kulture, turizma in lokalne skupnosti. Bila sem presenečena, zelo hvaležna, da so opazili moje delo, ki pač zajema pretežni del mojega prostega časa, tako da ja, z veliko hvaležnostjo. Načrtuje veliko, enostavno vztrajnost in dobrovolja, pa pravi ljudje ob strani, pa bo vse. Veliko zahvalno listino je prejela Jožefa Vlaj iz Bodoncev za dolgoletno delo na področju kulture, turizma in lokalne skupnosti. Nagrado občine Puconci je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Vadarci za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo na področju gasilstva. Priznanje župana občine Puconci je prejel nogometaš Erik Janža iz Puževcev za pomembne dosežke v športu ter prispevek k prepoznavnosti občine Puconci doma in v tujini. Po uradnem delu je sledilo še pogostitev in veselo druženje na parkirišču pri osnovni šoli Puconci ob glasbenih zvokih ansambla Aktual. Ob 27. občinskem prazniku občini Puconci iskreno čestitamo, zaposlenim v občini Puconci pa želimo še nadaljnjo uspešno pot do zastavljenih ciljev. V centru Murske Sobote se je odvijalo tradicionalno trezino senje, ki je obiskovalcem ponudilo pester izbor izdelkov, okusno kulinariko in bogat glasbeni program. Dogodek je privabil številne razstavljavce, ponudnike suhe robe in lokalnih izdelkov. V središču Murske Sobote je na 15. oktober, kot že vsako leto poprej, spet zadišalo po kuhanih klobasah, hrenu in kuhanem vinu. Ja, res je, odvijalo se je trezino senje v Murski Soboti.
Kot že tradicionalno se je tudi letos na Trezinem senju, ki se je razprostiral po centru mesta, predstavilo mnogo domačih ponudnikov s svojimi izdelki, predstavili pa so se tudi ponudniki iz ostalih regij Slovenije. Dogajanje na sejmu je bilo živahno in obogateno z odlično kulinariko. Na sejmu pa niso manjkali tudi ritmi prekmurske godbe Bakovci, ki je obiskovalce z živahnimi toni popeljala v pisani svet Trezinega senja. Trezinega senja se je udeležil župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Murska Sobota slovi kot sejemsko mesto. Seveda je dogodek izjemno pomemben, saj pridejo ljudje iz celotne regije, nekateri tudi iz drugih regij. In seveda popestri dogajanje v mestu, vidite sami, da je kar lepo, da je vrvež, veliko ljudi in seveda s tem se tudi promoviramo. Ne nazadnje pa dobijo ponudniki tudi nekako svoj dan, svoje mesto, da predstavijo svoje produkte. Tako da z veseljem nekako ocenjujemo, da je ta sejem že tradicionalen. Seveda si želimo, da tako tudi ostane in da je vsako leto tudi dobro obiskan. Dogodek, kot je Trezino senje, po besedah župana zagotovo prispeva k turizmu in k turistični prepoznavnosti občine. Zagotovo tudi prispeva k turizmu, saj smo po tem sejmu in pa tudi po Miklavževe nekako znani. Pridejo ljudje, kot sem že povedala, tudi iz drugod Slovenije, tako da tudi s tem prispeva k tej turistični prepoznavnosti. Ne nazadnje pa mogoče kdo iz sejma gre tudi kam drugam v regiji in s tem tudi pridobiva regija, tako da si želimo več takšnih dogodkov, kjer je tako dober obisk in seveda tako dobra ponudba. V mestni upravi Murska Sobota skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in šport že načrtujejo naslednje dogodke, ki se bodo odvili v zimskem času. Lahko povemo, da bo tudi letos postavljeno drsališče in veliko pestrega dogajanja ob drsališču. Seveda že sedaj vabim vse občane, občanke in tudi seveda občane drugih občin, da potem obiščejo naše dogodke. Pripravljamo pa res bogato ponudbo, tako da se bo za vsakega nekaj našlo. Glavni organizator Trezinega senja je javno podjetje Komunala. Priprave na ta dogodek pa so, kot pravi direktor Komunale, terjale veliko napora. Priprave, kot vedno, so kar naporne, je treba dejansko v eni noči pripraviti vse za zjutraj. Je pa okrog 250 razstavljalcev, od tega nekje 70 domače obrti, rokodelcev in pa umetnostne obrti, ki so locirani tam pred banko in pa pošto, pa tudi vmes se najdejo, tako da izgleda, da je uspelo glede na to, da je kar dosti ljudi. Razstavljalci so večinoma iz vseh regij, iz cele Slovenije, tako da je tudi zato ponudba kar pestra. Na senju so razstavljalci ponujali različne izdelke, katere so obiskovalci z zanimanjem občudovali. Ja, različne, od suhega sadja, oblačil, obutve, potem gostinci, ki se tukaj promovirajo z tradicionalno klobaso, ki je značilna za Trezino senje, potem suha roba in tako naprej. Različni izdelki, ki jih tudi doma pripravljajo, to so ti rokodelci in umetnostne obrti. Med ponudniki smo obiskali tudi medičarstvo Celec, ki se po besedah Celevčeve Trezinega senja udeležuje že 30 let. O tem, zakaj se udeležijo vsakoletnega Trezinega senja, pa v nadaljevanju. Zato, ko popestrimo dogodek, razveselimo ljudi z dobrimi medenjaki in pogrešali bi nas, če nas ne bi bilo. Na sejmu so ponujali tradicionalne medenjake. Vsekakor najbolj priljubljeni tradicionalni medenjak oziroma figice, nekaj lectovih src, figuralnega, pa seveda pestra izbira dobrih medenjakov. Dnes na stojnici celo novost imamo. Imamo crunchy tortice. Čudoviti medenjak, podlaga medena, z nutelo, z cornflakesom. Mojster Damjan, sin moj, on to z belo čokolado, s temno, z mlečno. Gostinci iz okrepčevalnice Dani Valerija SP iz Veščice so se na sejmu predstavili za bogato gostinsko ponudbo. Kaj vse so ponujali, pa v nadaljevanju. Domače kolbase, langaž, hrenovke, kuhano, pa delamo kar precej. Vreme pa ugaja. Na Trezinem senju se je predstavljal s ponudbo suhe robe tudi Marjan Pajnič iz Ribnice, ki na Trezino senje prihaja že 45 let. Tradicionalno vsako leto. Enkrat pridemo zdaj za ta praznik, pa pridemo pa še za Miklavža.
Marjan Pajnič nam je povedal, da se je v obdobju 45 let na Trezenem Senju marsikaj spremenilo. Kot vidite, imate ulico zelo lepo urejeno, ne? Malo so sicer tudi inšpekcijske službe, malo večje nadzorje. Prej smo delali bolj tako, ne? Saj veste, saj vidite. Drugače pa ljudi je, no. Vsi pa glede ljudi ni. Malo se je spremenilo, ne gre več tako kmečka roba, grejo bolj take druge stvari. Med obiskovalci smo opazili tudi župana občine Cankova, Danila Kacijana, in ga povprašali, kako doživlja Trezeno Senje. Lepo, dosti ljudi, fajn vreme. Mislim, da je tradicija zelo dobra, da se ljudje tudi malo družijo, da se malo pogovarjajo, da ne mislijo samo na težave. In jaz verjamem, Trezeno Senje je bilo, je in še tudi bo v prihodnje. Drago Škodnik iz Fikšincev nam je na sejmu predstavil ponudbo ptičjih valilnic. Stavljam ptičje valilnice z raznimi luknjami, pa ptičje krmilnice, slamokrite. To so za ptiče, za razne ptiče, ne? Od čuka pa vse do plavčka pa to, ne? Med ponudniki nas je primamil tudi sladki konopljin med, ki ga je izmed ostalih izdelkov predstavljal na stojnici Robert Holc, prvi slovenski proizvajalec konopljinega medu. Izdelujemo pa izdelke iz industrijske konoplje. Naš najboljši prepoznaven izdelek je konopljin med, se pravi VB konopljin med. To je izdelek, ki je narejen iz cvetličnega meda, znotraj pa smo dodali vršička industrijske konoplje. Zraven tega glavnega našega izdelka še prodajamo konopljino moko, konopljino olje, konoplin čaj, 7-dnevni paket. To je paket, ki je narejen iz, se pravi, porcijskega meda v taki obliki, ne? Zraven pa še filter vrečka konopljenega čaja. Na sejmu se je predstavilo in ponujalo svoje izdelke tudi lončarstvo Trkulja iz Ormoža. Lončarstvo je znano po izdelavi lončenih posod iz slovenske rdeče gline. Oba z možom delava z lončene izdelke, pač slovenske gline rdeča, pač je pečevo, pa že mož se ukvarjati s tem 35 let, saj je navretene, saj je ročno napravljeno, saj je skladno z pravili, tako so za pečte, so za jesti, so pač lejko gejmo z njih, lejko pečemo z njih, tudi imajo za žgance, za prebranec, za lazanje pečte, tudi pekače sojo, tako. Pa nekaj okrasnega, palčaki za rože. Obiskovalce na sejmu je zabaval še ansambel Gašpera Mirnika in ansambel zasebne glasbene šole Virtuos. Trezeno Senje se je končalo v poznem popoldnevu. Upamo, da bo tudi drugo leto potekalo v tako veselem vzdušju kot letos. Spoštovani gledalki, cenjene gledalke, to je bilo vse v tokratnih dogodkih. Do prihodnjih le še lepe jesenske dni.